Najpomembnejši dejavnik pojava slabe drže je prekomerno sedenje. Zaradi dolgotrajnega sedenja in sklanjanja pred računalnik in tipkovnico se določene mišične skupine na telesu skrajšajo oziroma prilagodijo položaju, ki ga večino časa uporabljamo. Večinoma se skrajšajo naše upogibalke kolka, ki so odgovorne za pokončno držo in gibljivost kolčnega sklepa. Dolgotrajen položaj in skrajšava teh mišic povzročita mišično prilagajanje. Tako se mišice popolnoma prilagodijo sedeči drži in ostanejo skrajšane, kar pomeni, da se s tem spremenijo položaj drže v stoječem položaju ali gibanju. Skrajšava stegenskih mišic pa povzroči verižni vzorec. Stegenske mišice se pripenjajo na medenico z ene in na koleno z druge strani. Ker sedimo z nogami na podlagi in kolenskega sklepa ne moremo prilagoditi, bo prva sprememba v položaju nastala v medenici, ki se začne premikati naprej. Zvrnjena medenica bo povzročila razteg trebušnih mišic, postajajo vedno bolj nekontrolirane in povzročila oslabitev globokih stabilizatorjev, ki so ključni za zadrževanje statičnih položajev. Takšen položaj telesa z dodatnim pritiskom na ledveni del hrbtenice povzroča večino težav, ki se odražajo na hrbtenici, kot so bolečine v križu, zdrsi medvretenčnih ploščic, preobremenitev dinamične muskulature in močan vpliv na položaj ramenskega obroča, vratu in nog. Predstavila bom, kako se čim večkrat na dan postavite v pravilno držo. Vsi vemo, da cel dan enostavno ne moreš stati v pravilni vojaški drži. Ampak naš namen je, da se čim večkrat spomniš na dobro držo in se postaviš takole. Težo začutiš na 3 točkah na stopalih, torej pod palcem, mezincem in na sredini pete. Malo poskušaš, najdeš svoj palec, mezinec, približno lociraš peto, ter razporediš težo po celem stopalu. Naprej sprostimo mečkan kolena, ravno toliko, da aktiviramo mišičje. Zdaj pa položaj medenice. Največ slabih drž se začne v medenici. Bomo najprej malo nagibali naprej nazaj, samo toliko, da postavimo medenico v njen idealen položaj. Torej malo naprej, malo nazaj in nekje na sredini ustaviš. Rahlo aktiviraš svojo zadnjico, zdaj pa samo povežeš lopatici. Torej ne da rame daješ takole, ampak samo povežeš lopatici in avtomatično pridemo iz te drže, kjer so rame naprej, v držo, kjer imamo ramenski obroč aktiven. Malo počasi boste že začutili svoje trebušne mišice. Zdaj pa še naslednja stvar, brada rahlo notri. Ker kaj se nam dogaja, ko gledamo v računalnik ali pogledamo, kam nam glava uhaja? Zato bomo brado dali rahlo navznotri. In predstavljaj si, da hočeš zrast do stropa. Torej malo te nevidna sila vleče gor. In to je tista drža, v kateri si želim, da boste se znašli čim večkrat na dan. Saj popravite se, torej da ne boste tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Enostavno probaš res, najdeš svoj idealni položaj medenice, malo naprej, malo nazaj na sredini, uporabi svojo zadnjico, ta je izjemno dobra podpora medenici. Čvrst trup pravimo, aktivne rame, brada malo not in veliki smo. Za tiste, ki večino časa v službi stojite, torej čim večkrat na dan se postavite v pravilno držo. Za vse tiste, ki pa večino časa v službi presedite, pa si poglejmo najboljši način sedenja. Vsak med vami se je verjetno že kdaj znašel v tem položaju in nobena skrivnost več ni, da prekomerno sedenje enostavno ubija našo hrbtenico. Če pa sedimo še na tak način, kjer smo popolnoma skrivljeni in čist predolg časa, imamo pa popoln recept za bolečine v križu. Tako da en tak hiter recept za sedenje si bomo pogledali. Torej, probamo imeti res podplate v stiku s tlemi, v nogah je kot 90 stopinj, torej ne križamo nog. Zakaj ne križamo nog? Ne samo, da tukaj ustavljamo prekrvavitev, predvsem hrbtenica postane kriva. Ko
Tako da nogi sta res, stopali sta na tleh, približno pravi kot je v naših kolenih. Medenica, mal naprej, mal nazaj. Tudi tukaj bomo pogledali ta položaj in probamo res najti ta nevtralni položaj. Torej mal naprej, mal nazaj, nekje na sredini. Še lažje, začutiti moraš sedne kosti. Če umakneš svoj material, prideš do kosti in moraš začutiti sednici. Torej sedimo na sednicah, potem pa povežemo lopatici in brada gre rahlo navznoter. Torej, da nismo tukaj, ampak je brada rahlo navznoter in spet se dvigujemo gor proti stropu. Torej, temu rečemo aktivno sedenje, kjer je vsaj hrbtenica približno v svojem naravnem položaju in definitivno pa ne glede na to, kako boste sedeli, varnega sedenja ni. Tako da priporočam, če nimate druge izbire, da vsaj vsakih 45 minut vstanete in se malo sprehodite. Torej, enako velja tudi za vse tiste, ki upravljate sedeč poklic. Probi vsakih 45 minut se malo sprehoda, torej sprostiti neko prisilno držo, v kateri si se znašel in dobra drža je najboljša drža.